Živijo in dobrodošli v novi epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. Navdušen sem, da ste z nama, v bistvu, ne samo z mano, in da boste poslušali ta pogovor, ki mi je dal misliti, ki me je zelo navdušil. Namreč danes je z mano Tina Bončina, kolegica zdravnica, psihoterapeutka, avtorica knjige Izgorelost in pa zdaj ravno kar v bistvu izhaja v mesecu avgustu tudi njena druga knjiga z naslovom A to je vse, kar je. Besede kot so izgorelost, stres, čuječnost, psihoterapija, samoumiritev, se mi zdi, da so besede, ki imajo v tem svetu veliko težo. V teh besedah ste velikrat tudi najbrž sami poslušali, slišali, ste o njih razmišljali. Obenem pa tudi besede, na katerih v bistvu temelji koncept tega mojega podcasta. Ko sem začel ta podcast in mu dal ime Umetnost lenarjenja, sem želel to ponuditi kot nek okvir, neko prostor o pogovoru, o duševnem zdravju, o principih samoumiritve, razmislek o teh stvarih, ki dajo neko srečo in ki dajo nek smisel. In zelo sem navdušen in vesel, kakšno širino je v resnici dobil ta podcast v zadnjih 2 letih in sem gostil zelo veliko število raznolikih, krasnih sogovornikov. Nismo govorili samo o duševnem zdravju, nismo govorili samo o lenarjenju, ampak smo se pa danes s Tino nekako vrnila v te osnovne koncepte in temelje tega mojega projekta. Vprašanja, kot so, kaj je izgorelost, kako jo preprečevati, kako zdraviti, potem recimo, kaj sploh je stres, v katerih primerih je lahko pozitiven, kdaj postane nevaren. Govorila so o pričakovanjih, o psihoterapiji, v glavnem zelo bogat pogovor na temo duševnega zdravja in na temo teh tegob modernega sveta. Jaz sem res vesel, da ste z mano in z nama. Hvala, da ste danes poslušali najinemu pogovoru, obenem pa tudi seveda velika hvala pokrovitelju današnjega pogovora, Mladinski knjigi. Jaz vas vabim, da obiščete link pod opisom epizode, kjer boste našli njihovo aplikacijo MK+. Na tej aplikaciji imava in jaz in Tina obe najini knjigi v obliki zvočnic in e-knjig, poleg tisočih drugih tujih in slovenskih knjig. Super aplikacija, počakirajte, celo naročniki zdaj ponovno dobijo popust tudi na tiskane knjige in tudi brezplačno poštnino tiskanih knjig, tako da se krasno skupaj sestavi. Jaz tako rečem, da kdor več bere, več živi, ampak včasih je pa fajn tudi kaj prisluhniti. Tako da dosti tega uvoda, uživajte v poslušanju. Hvala še enkrat, da ste z mano in z nama in se seveda vidimo spet naslednji mesec. Dobrodošla, Tina, hvala ti. Ja, hvala za vabilo. Sem rekel, moram prešteti, preden prijem sem, čistko me zanima, koliko zdravnikov in zdravnic sem imel že na podcastu, ker sploh ni poanta to, da vabam samo kolega, veš, ampak tako, nekako se mi zdi naravno je prišlo do tega in mislim, da je kar 6. ali 7. da si. A res, že 6., 7. In je pa to, tvoje področje se mi zdi izjemno paše v generalen koncept, ker sem ta podcast v bistvu začel, tudi ime je tako, takrat, ko se mi je zdel, da je Instagram malo premalo urejen, da bi neke take bolj daljše razmisleke o duševnem zdravju in o metodah, mogoče za samo pomoč, pa za pomoč drugim, tja plasiral. Meni je super dober naslov, zaradi tega, ker jaz sem rekla, da bi imela 2 tečaja. Eno je naučimo se lenariti, druge pa naučimo se dremati. Se mi zdi, da jim obojega Slovencem precej primanjkuje. Jaz bi svojo hčerko na oba poslal. Sam razganja cel dan. Sploh naučiva se dremati. Daj mi malo povej. Mi smo končali isto šolo, medicinska fakulteta. Mene kdaj vprašajo, a veš, sploh ko sem to drugo knjigo napisal, če sem razmišljal o tem, da bi bil psihiater, ampak ti povem, da je to ena stroka, za katero sem pa takoj rekel, da ni šans. Pa ne vem zakaj, ampak mene recimo vaje, ko smo imeli psihiatrije, so me zelo se dotaknile in tudi prizadele in tako skozi sem malo reflektiral nase. Ti si očitno imela drugo izkušnjo. Ja, čeprav se tudi nisem odločila, da bom specializirala, ampak sem pa delala kar nekaj na psihiatriji. To se kar malo samo po sebi zgodilo. Najprej zato, ker sem jaz še po ta starem sistemu delala, ker je bil 2-letni sekundarij. Po faksu, po 6 letih. Ja,
Takrat smo bili še splošni zdravniki. Takoj po študiju si bil že splošni zdravnik, ali kako? Takoj po študiju si lahko naredil 6 mesecev obveznega kroženja, pa strokovni izpit, dobil svojo licenco za delo in potem imel možnost še 1,5 leta kot sekundarij krožiti, nekaj po interni medicini, nekaj po kirurgiji in nekaj po izbirnem predmetu. No, in moj izbirni predmet je bila psihiatrija in sem delala nekaj na motnjah hranjenja, nekaj na odvisnostih in nekaj na kliničnem oddelku za mentalno zdravje. In potem sem dobila ponudbo za službo, pravzaprav kot sobni zdravnik. Na psihiatriji? Okay. Na CZOPD, se pravi na Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Jaz sem že kot študentka volontirala na Odsevu, to je bil en zavod, ki se je ukvarjal z SOS telefonom. Mislim, da se še? Mislim, mi je zelo znano. Poznam ali teh No Excuse, pa tudi tam je znano, Odsev. No, ne vem, ne bom to je zaklic v duševni stiski bil takrat in v bistvu, ker je ta psihoterapija neurejeno področje, jaz sem ob fakulteti še se izobraževala iz transakcijske analize, se mi zdelo to vrhunska priložnost, če delam na psihiatriji, delam s pacienti in imam supervizorja, ker to je pogoj, da delaš kot psihoterapevt ta praktičen del supervidirano, se pravi pod vodstvom mentorja, pod nadzorom in tako naprej. Isto psihoterapevta v tem primeru. Tudi lahko klinični psiholog ali karkoli. Tudi, v bistvu to se zdaj pri nas šele ureja, srednje uspešno sicer, ampak se loča. Psihoterapevt je zaenkrat dopolnilna izobrazba in v bistvu osnovni poklic je zelo različen. Ja, se to, ko si rekla, mogoče te kar vprašam, ker me zanima. Psihoterapija je neurejeno področje. Kaj to pomeni? Da še ni licenc strogih ali kako? Tako, mislim, stroge licence so. Jaz v resnici mislim, da je psihoterapevtsko področje že obstoječe. Okay? In da trg že obstaja. Da ga je pa treba regulirati, zaradi tega, ker resnično nekateri lahko to zlorabljajo. Ne bi pa jaz uporabljala tega principa, kot je zdaj predlagan. To je princip, da je to znotraj zdravstva, da vsi ostali smo pa psihosocialni svetovalci. Zaradi tega, ker zdravstvo je že preobremenjeno in že ne deluje. Tako da za moje pojme uporaba tisti princip še na enem področju je pravzaprav primer slabe prakse. Tako da v bistvu vsako od društev ali pa ustanov, inštitucij, mednarodno priznanih, ki izobražujejo psihoterapevte, ima izrazito stroge etične principe in v bistvu veliko skrbijo za to, da se teh principov držimo, tako da ni nobena dodatna inštanca potrebna. Potrebno je za une, ki niso izobraženi. Mislim, da gre preveč za en princip elitizma in izločanja in seveda, bom rekla, barantanja okoli budžeta. Tako na račun škode klientov. Mislim, jaz dobim veliko teh vprašanj pa sporočil, ker veliko tudi ozaveščamo o duševnem zdravju in pol dobim tudi na Instagram recimo o tem kako na napotnico priti do psihoterapije in se na nek način razumeš, ne, že tako, če gledaš osebnega zdravnika, ki ima, 8 ali 10 minut na bolnika, pa če ti recimo, ne samo da rabiš 1 uro, rabiš najbrž več ponavadi, seans, ne, ampak če rabiš samo 1 uro recimo na bolnika za psihoterapijo, ne vidim, kako bi bilo izvedljivo, da bi to javni sektor požrl. Žal. Razen te najhujše, ki rabijo recimo prav hospitalizacijo in to. Mislim, gotovo je zelo jasno, da je treba outsourcati, se pravi se obrniti na ene druge izvajalce, ker sistem že zdaj ne zmore in še bolj ga obremeniti se meni zdi sicer brezplodno. Jaz nisem med temi odločevalci. Je pa gotovo to, da je stroka napredovala in da je mnogo enih principov, ki zelo dobro delujejo in ki bi jih lahko brez težav ponudili že takoj, pravzaprav, če bi znalo smisliti. In čuječnost, meditacija, fizioterapija, dihanje, sploh niso del psihoterapije, pa že to, če bi bilo lahko nekako predpisano. Da bi že recimo na primarni ravni zdravnik svetoval, kaj ta zga misliš? S centri za krepitev zdravja se je to veliko uredilo, ampak ljudje ne grejo na ta način po pomoč.
kar je škoda. Ampak se je šele začelo, da je malo šanse. Te centri so ne koliko let zdaj, ampak to sem že govoril tudi z Ano Šebat, ki je bila gostja, družinska zdravnica. Meni se zdi to res ena super stvar. Ker je tako celostno od tega, ne vem, zgubljanja telesne teže do psihičnih stisk. Ne? In nekaj, kar smo res rabili in kamor bomo mogli, mislim, da še vlagati. No? Ker stres in mislim, meni je kdaj čudno, ko nekdo vpraša, a je zdaj moderno življenje razlog, da smo ljudje bolj pod stresom. Pa niti ne vem vedno, kaj odgovoriti, ker če gledaš, tudi se so še zdaj vojne po svetu, ampak se ne more reči, da so naši predniki, recimo moj dedek, ki je drugo svetovno vojno preživel, vojno z Jugoslavijo, niso imeli hrane, tudi so bila stresna obdobja že prej. In se mi zdi, da je mogoče zdaj poanta v tem, da se bolj ozavešča in da imamo vsi malo više standarde, kar je super. Glede tega, kako se počutimo, ne vem, kakšen je pa tvoj občutek? Druge vrste stresa pa kroničen je. Jaz to bolj ločam, da je pač vojna je eno izmed najhujših stresnih seveda doživeti, ker je smrtno nevarno, ker je eksistencialno ogrožujoče, ker traja nekaj časa, ker so vrednote narušene, ker je svoboda narušena in tako naprej. Potem je vojne konec, ne? In v bistvu ostanejo precej eni odporni posamezniki, prožni in ni več hujšega. Najhujše se jim je že zgodilo. Ne? In znajo ceniti en trenutek, znajo ceniti hrano, znajo ceniti objem in tako naprej. Tako da jaz bi rekla, da je to treba upoštevati. Mi pa živimo v enem kontekstu, kjer smo konstantno ne dovolj dobri. In to pa je en pritisk, ki ga nikoli ni bilo. Konstantno in konstantno in konstantno. In ta seveda socialna omrežja, namesto da bi povezala, so naredila tudi veliko odtujenosti, konstantno nalagajo eno breme tega, moraš dobro izgledati, pohvali se, kje si, kaj vse si doživel, kup to, kup tist. Tako je še kar naporno. To je dobra poanta, zelo je. V bistvu nisem na ta način pomislil. Ja. Ko me nekdaj vprašajo, jaz veliko govorim tudi o pozitivnem stresu, pa sem dobil vprašanje, kako ločiti. Ne? A veš, da recimo, jaz sem v stresu, ampak delam ob tem, kako ločiti, dokdaj je pozitiven, kdaj pa ni več. In se mi zdi, da čim je stres kroničen, v bistvu ne more biti pozitiven, ne? Ker kroničen stres je že slej ko prej škodljiv. Sem pa slišal glede tega, kar si rekla na socialnih omrežjih pred kratkim, eno tako dobra stvar, pa ne znam je zdaj prevesti, tako da se upravičujem za ta anglinizem, ampak so napisali, da problem socialnih omrežij je, da primerjaš highlights od vseh drugih življenj za svojimi behind the scenes. Tako. Se pravi, ti gledaš izbrane točke, dopust, otrok, sport, za svojim največjim tem guranjem. In tega se moraš pač zavedati, da socialne omrežja imajo filtre v vseh pomenih. Jaz pravim, da se treba primerjati samo s prejšnjo verzijo sebe, ali pa z nekom, ki dela nekaj, kar je tebi všeč, da dobiš idejo, kako bi tudi ti lahko naredil, kot eno inspiracijo. Ampak kaj pa rečeš, kaj je pa pozitivni stres za te? Veš kaj, jaz dam primer. Tako recimo, jaz preden sem začel dežurati, sem se kdaj zbudil po noč, zdaj bo tako ful čuden začetek te zgodbe, ampak sem se kdaj zbudil po noč, me je lulati šal in to se spomnim, da sem prav tako aktivno razmišljal o tem 2 meseca pred prvim dežurstvom in takrat veš mogoče, ko se kdaj zbudiš in že ta hoja do stranišča in nazaj, imaš tako zalimano glavo, da si mišljal, če bi me eno vprašal za datum zdaj, ne bi vedel, kaj se dogaja noč, pa sem mišljal pismo, kako bom jaz v službi, če me zbudijo po noč, bolnik se slabša, jaz bom mogel nič razmisliti. In potem priješ tja in recimo zaspiš v dežurstvo, imaš mirno dežurstvo in te kličejo ob 2, da je enemu gospodu bolniku, za katerega si odgovoren, padel tlak, kako te v sekundi dvigne, zbran si, fokusiran, niti malo ne čutiš utrujenosti, prije pol, ko se umiri situacija, ampak kako te v bistvu ta adrenalin zbistri in ti požene neke načine, da reagiraš, kri po telesu in tako. In to se meni zdi, če ne bi bilo tega, da bi se jaz odvlekel do te bolniške sobe, tako kot se odvlečem do WC-ja doma, bi bilo hudo, bi rabo 1 uro, da dojamem, rab antibiotik, kirurga, kaj. In to se mi zdi en tak dober primer, ko je adrenalin lahko tvoj prijatelj. Jaz mislim, da je to načeloma cilj tega stresa.
Stresov odziv zame je samo eden. In to je pač ta, ki te oprem z energijo in s fokusom, da narediš tisto, kar je potrebno. Zdaj, ali je to poskrbeti za pacienta, ali je to oditi iz situacije, ali je to postaviti se zase. Zame to je en te isti odgovor. Ni velike razlike. Razlika je po tem. Zato jaz rada ločem samo na akuten pa kronični stres, ko se isto. Tudi če bi ti 12 ur na dan delal nekaj, kar te napolnjuje, bi bil na koncu enako zmatran. Razlika je samo v tem sistemu nagrajevanja. Ta, ki se po angliško reče sense of accomplishment, se pravi, da imaš občutek, da si nekaj dosegel. To pa je tisto, kar recimo omili posledice stresa. Če ti veš, da si nekaj naredil dobro, da je bilo sicer težko, naporno, polno izzivov, ampak je zdaj narejeno in si ti s tem zadovoljen, ta del razbremeni en del učinkov. Tako, ko priješ na vrh gore, si zmatran, ampak si prišel na vrh gore. Ja. Najbrž bi bil drugače zmatran, če bi 10 metrov pred vrhom rekel, ne morem več, bi se usedel dol, ne? Ja. Predstavljam, da bi dosti se počutil. Tako. V tem je zame štos. Tako da, ampak hvala. Vedno se mi zdi zanimivo pogovarjati o tem, kako ljudje gledajo, kaj je fajn v življenju. Vse to, ker velikrat se mi zdi, da zdaj malo defenzivno vsi bolj živimo, pa da ni to nujno slabo, v smislu, da se marsikdo preden sprejme službe vpraša, a moram popoldne dvigati telefon, a boste poslali kakšen mail čez vikend, koliko imam dopusta, tako kot neka samo oskrba, ampak se mi pa zdi narobe to nekako promovirati, da kadarkoli boš v življenju utrujen, delaš nekaj narobe. Ker to imaš zdaj, 4-urni delovnik, meditiraj, deli od doma, digitalni nomad, pet na plažo, pa deli po Zoomu. Ker se mi zdi, da ene najbolj pomembnih poslanstv v življenju, pa že recimo starševstvo, pa ne vem, zdravniška služba, karkoli tazga delaš, zahtevajo neka odrekanja. In če ti živiš iz vidika, kadarkoli sem v stresu in neprespan, delam nekaj narobe z življenjem, se mi zdi to narobe. In sem zelo strinjam s tem, kar si rekla, da na koncu je važno tudi, kako se počutiš, ko je to narejeno. Ali si ti v stresu, ker si mogel 20 ur delati, da bo imela firma pa šef več keša, ali da si pomagal, ne vem, zgraditi nekaj iz nule, da si bolnika pozdravil, da si nekomu nekaj naredil neko razliko. Jaz rada to goro oziroma kar Triglav uporabljam. Ko greš ti na Triglav, si nekaj finga naredil zase, za svojo dušo, za svoje telo. In ko greš dol s Triglava, kaj naslednji dan delaš? Počivaš. A imaš kakšno slabo vest? Načeloma ne, ker si bil na Triglavu. Lahko počivam. Ampak te recimo mentalne Triglave ali pa manjše Triglave v vsakdanjiku pa kar spregledamo. Je pa treba kar rinti. In je pol nekako pol pridajo do teh izčrpanosti in utrujenosti oziroma tudi v eni fazi izgorelosti. S tem se tvoja prva knjiga ukvarja, dala si podnaslov Si upate živeti drugače. Naslov je Izgorelost. Tako da bi jaz od izgorelosti malo, to sem te vesel, da sem te dobil za sogovornico na to temo, ker se mi zdi, da se o tem veliko pogovarja, govori. Jaz sem dobil že veliko konkretno vprašanj tudi na Instagramu glede tega in že to, kar si zdaj uporablja par besed, me zanima za začetek. To so razlike, kar si rekla, utrujenost, izčrpanost, izgorelost. To ni isto, ne? Ni isto. Utrujenost je naravno, bom rekla, stanje po tem, ko smo iztrošili ene zaloge energije. In premagamo jo tako, da se regeneriramo, da počivamo, da spimo. Tudi to bi rada povedala, da spanje in počitek sta dve različni stvari. Absolutno. Ja. Potem, da napolnimo nazaj zaloge, hranil, ki jih je naše telo porabilo, da nekako tudi mentalno naredimo en pregled, da se posedejo stvari, ene bomo spravili, si jih zapomnili, ene bomo zavrgli, ker so nepomembne in tako naprej. In ta del je, bom rekla, vzbudiš se čil, delaš, si utrujen, se regeneriraš in tako večkrat zaporedoma. Če pa delamo na kredit, se pravi, da delamo več, kakor imamo zalog, tudi lahko zmoremo, včasih imamo, doktorate, prenove, knjige za napisati in tako naprej. In je treba kaj več regenerirati.
Takrat je treba več paziti na to, da res vzameš čas in res na večjih nivojih počivaš. Ampak eni ljudje pa kar naprej delajo na kredit. Ne? In ta kredit ni nikoli poplačan. In tle pa se začnejo te faze izgorevanja. Jaz uporabljam od dr. Pšenični razdelitev, ki se mi zdi tako fajn pregledna, in to je izčrpanost, ujetost pa izgorelost v ožjem smislu. Izčrpavamo se to, tako da skozi delamo malo čez svoje sposobnosti, ampak jih zmoremo. Sploh mlado telo je pravzaprav ima dobre sposobnosti regeneracije, pa tam nekje po 35, ko upade sposobnost obnove, se pa to tudi začne kazati na telesu in nekje po 40 ponavadi poč. Izčrpavanje pač pomeni, da so te simptomi, kakor visok tlak, gastritisi, ponavljajoče infekcije, glavoboli, cinizem, ironija. Že telo nekaj sporoča nazaj. Že sporoča in duša tudi sporoča, pa da se vrtimo v miselnih zankah pa tako naprej. Ampak ljudje to pripišajo, pač to je life, kaj smo, treba stisniti zobe pa zgurati. Namesto da bi vzeli to kot že stresne. Ja, to hitro mi pometemo. Sploh v naši družbi, ki je to, da si utrujen, pa da si dal vse od sebe, še kar nekak vrednota življenjska, kdor ne dela, naj ne je po tem principu. In če tega ne vzamemo resno, je potem se razvija ta faza ujetosti. Imenuje se zato, ker se počutiš ujet v svoji situaciji in so pogoste te misli, naj bi kršal pa na nov začel. Takrat so vsi ti isti simptomi samo pojačani, se pravi namest malo zoprnih občutkov je tesnoba ali pa generalizirano anksiozno stanje. Namest ene neprespane noči je nespečnost, namest gastritisa je ulkus, namest, ne vem, ene malenga heksenšus ali pa kaj je išijas, bolečina v križu je tipična bolečina izgorelosti, kaj treba breme sveta na svojih plečih nositi. In pač takrat se ljudje umaknejo tudi, če so prešli v družbo, pa preveč popili, preveč pojedali, preveč športali, se pa tle umaknejo, kakaj če hoditi okoli, če so pa taki mrači. In pol šele, če tukaj ne poskrbijo zase, se razvije izgorelost. Izgorelost je pa prvo stanje brez energije. Ko prej sta še zmer delholizem pa perfekcionizem še kar v ospredju, pa ne gre več. Pa telo, kot Gabor Mater reče, telo reče ne, počaki. Veš, tukaj zdaj vidim totalno analogijo tega duševnega in telesnega, se si zdaj veliko telesnih simptomov, ampak recimo tudi metabolizem med športom, ker imaš v bistvu ta aerobni se reče, recimo tečeš počasi 10-5 kilometrov in tečeš na način, diha na način, da je aerobno, se pravi, da se skozi obnavlja. Da te vzdržuje. Tako, pa narediš nek šprint, ko je napor za mišice tak, da grejo v tako imenovani anaerobni metabolizem in porabljajo dodatne zaloge hranil in nastane ta mlečna kislina, potem tudi muskelfiber in na neki točki, če boš ti šprintal v anaerobnem ali pa plaval, imaš ta zid, ko odpove telo. A prav zid se reče? Ja, kot glikogenski zid, za glikogen to vem, ampak se reče ta zid, ki ga dosežeš, ta končna meja, ko dejansko ti ne možeš energije več v mišici tvoriti. In tukaj vidim, duševno je to. To zdaj, če podušal kakšen preletnih medicine, sem mogoče posplošil. Če dobro obvladaš, potem znaš preprosto povedati. To se mi zdi, da mi je en rekel enkrat, kadar hočeš preveriti, če nekaj res znaš, se predstavlja, da govoriš svoji babici, recimo, ki se ne spozna na to, če ni zdravnica in da more ona razumeti. Ampak ko si rekla v teh fazah, da vmes imaš neke opozorilne znake, ki jih ljudje velikokrat ignorirajo in kao samo še malo, pa mogoče to celo razumem, če imaš res 2 dni do konca projekta, deadline, ki si rekla, knjiga, neki, ne pa, če je to služba, ki ga boš imela še 20 let. In to sem slišal eno krasno misel, pa niti ne vem kje, da ni vedno treba pritisniti na zavoro, ampak lahko kdaj samo daš nogo iz plina. Ja, lepa. Ker ljudje se kdaj bojijo, ki mu rečeš, kaj imaš glavobole, pazi na se, ne moram kar vršiti vse v luft, to so moji projekti. Ni treba, da greš na računalnik, pošlješ vse stranke stran, daš odpoved, zapreš trgovino. Sam
Sam da je mnogo izplina, ne? To, kar je zdaj, je dost, ni ekstra, ni več, na ta način. In se mi zdi, da če tako komu predstaviš, zame vem, da je to zelo delovalo, v času, ko sem jaz čutil obremenitve od službe in od teh stvari, ki jih vseh delam in me, kot si rekla, izpopolnjujejo in imam to rad, ampak ne bi rad pol rekel, zdaj sem pa utrujen, ne bom več pisal, ne bom več podcasta, roke v luft, bolniška, ampak sem samo rekel, ok, zdaj pa bom jaz pač, ne vem, na mail bom pogledal 3-krat na teden, ne bom prejemal ekstra stvari, zdaj ne bom snemal 2 meseca, na ta način, se pravi, da nekako počasniš, ne pa da daš prej 200%, pa nič, pa spet, ko boš malo boljš na 200% nazaj. Jaz temu rečem ta ležeren tempo, da ni treba skozi, če ti tako pokažem, da se tako delaš, se tako kuhaš, tako režeš, tako pucaš, tako voziš, tako se, lahko delaš tudi tako. Prihranek energije je enormen, časa je pa ne vem, če je 10% več navajam. To sem pa profesor Škodlar, knjiga Sama umiritev, tako dobro napiše, da ti lahko z mislimi pomiriš telo, lahko pa tudi obratno. Seveda, že ta pregled telesa, kot smo se prej pogovarjali, ta meditacija, body scan, ali pa to, da ti, če boš delal tako vse, bo to nek impuls, ki bo drugačen, kot če greš mirno in počasi delaš. Že to te lahko pomiri. Jaz zdaj v službi, kadar imam ogromno dela, se tako prisilam, da recimo nekako delam vse v nekem tempu, ki ni tisto, ko vidiš človeka, da ga bo raznesel. Zato, ker se mi zdi, da to mi ohrani glavo trezno pa mirno. Da jaz lahko si tudi grem isto po kavo, nalijem, zmešam mleko, ampak ni da moram pol sekunde, ampak tako. Si vzamem 20 sekund, namesto 3, in mi to sporoča nazaj nek ritem, v katerem pač... Poznaš tak prelep slovenski pregovor, ki to opisuje? Hiti počasi. Hiti počasi, ja. To je mogoče zame, jaz kar hitim v življenju, velikrat se mi zdi, se moram zavestno bremzati, ker mi paše nekako imeti pogon, ali pa dejansko rabim, me nekdaj doprašam, kako uspeš vse delati, časovno. Ampak jaz si tako kdaj na minute razparceliram, služba, hčerka, pisanje, to in mi gre, ampak je pa res, da čuječnost, ki mogoče bo še kaj o njej govorila, in jaz o njej veliko govorim, zelo uči to, da se opazuješ, kot si rekla. In jaz se stalno opazujem od drže, da vidim, če sem napet, pač čisto fizično ali tudi psihično, do tega, da vidim, če mi kaj, kar imam rad, preseda, da zdaj pa že toliko snemam recimo teh pogovorov, 3 v tem tednu, da pa ne morem več in mi gre na živce. Se pravi, da če hitiš in če imaš tak tempo, da se znaš opaziti, preden je prepozno. Ja, mi smo še kar izgubili stik s telesom in se mi zdi, da je super, da je ta razmah in popularnosti čuječnosti in meditaciji in vseh drugih enih, bom rekla, vodenih meditacij in tako naprej. Vsak lahko najde zase nekaj, da nazaj pride v stik s telesom. Sploh mi, ki smo bolj, bom rekla, iz intelektualnega dela spektra in nam je racio zelo pomemben, mi hitro izgubimo stik. In se moramo namensko stalno ozaveščati in opozarjati, da je, kaj se zdaj dogaja. Tako da, ne vem, ko sem navdušena, da širiš to vest, kar je blazno pomembno. Že sam s tem zavedanjem bi se veliko stvari sama uredi. Ja. To je tako, veš, se o tem jaz tudi veliko pišem, ampak to so te otroški momenti, ko si ti otrok, imaš vse tako močno čutiš, ali si vesel, ali si žalosten, ali si navdušen, ali si jezen, tako črno-beli svet je. In če takrat nimaš enega vodstva in enega, kaj to pomeni, enega, bom rekla, dobrega stila navezanosti, da ti to osmisli, pa da te nauči tudi v ene razrede to stopnjevati, potem veliko tega ostane v odrasli dobi, kot ne smem čutiti. A veš, ko me bo zalil, ko bom izgubila bom vso kontrolo, ali pa znorela bom, ali pa bom kaj nenavadnega naredila. Kar je seveda daleč od resnice. Tudi ob močnih čustvih imamo kompletno kontrolo in ne bomo nič čudenega naredili. Tako, ja. Ampak zato, da ta močna čustva sploh začutimo, brez čuječnosti ne gre. Zdaj pa, a jo boš namensko vadil, ali bo to nekako telo naravno samo sprocesiralo, boš dobil dovoljenje od nekje, ne vem.
ali bo to med telovadbo, recimo pilates je idealen za to, pa seveda joga, a ne. Ne vem, kje se, različni načini so, kako se to pridobi, ampak to je ena izmed, mogoče vrlin, ki jo je treba razviti in negovati. Mi da imamo eno knjigico za Mino, ki je naslov Vsa čustva so ok. In to se mi zdi toliko važno in če se malo kot starš poglobiš v to od teh Instagram profilov do kakšnih dobrih psiholoških knjig, strokovnih, vidiš, kakšen problem je lahko, ne, če je otroku, ki je, ne vem, jezen slabe volje rečeš, zdaj pa nihi, zdaj se pa umir, ali pa zdaj pa ne boš tak, kakšen pa sila, zdaj bo pa mamica žalostna, ne, ta projekcija krivde, koliko to delaš škode, ne. In v pediatriji, še iz faksa se spomnim, je ta zelo pomemben stavek, otrok ni pomanjšan odrasli. Ja. Kar pomeni, da ne moreš ti, ne vem, če bi ti dobila tak odmerek antibiotika, moja hčerka je recimo 40% tebe, torej dobi samo 40% nižji in je enako. Ne. On ima drugačne procese, enih zdravil ne smejo, ki jih ti lahko obratno gre. Tako. Drugačne vse, ne. Se pravi, ni samo velikost, ampak so drugi tip organizma in niso se mi zdi to pri psiholoških procesih, a ne. Če zame lahko kdo reče, da se pa ti umir, ne moreš kričati sredi ceste, ne, kako se obnašaš, otrok se mogoče ne more še inhibirati, ker te inhibicije nima. Pa tudi ti, a bi se lahko, če ti en reče, da je umir, se zdaj pa umiril. Ta je tak farfetch. To tudi, ja. Jaz sem to kar alergična, ampak je pa, drug način je pa, vznemirjen si, vzem si trenutek, vzdihi sprostelo, pa mi še enkrat povej, imaš mojo polno pozornost. To pomaga pri pomiritvi. Zdaj, seveda pomaga pri otroku, ampak tudi odrasli, kadar se ne morejo kontrolirati, večinoma se tako javijo iz ego stanja otroka, tako da skoraj tako nekako. Ja, bi rekla. A pa drugače, ti si pisala veliko izgorelosti, ukvarjaš se s tem, a si imela kakšno izkušnjo, si bila blizu tega, kdaj, a si doživela to? Jo, takrat, ko sem pisala, ne. Ja, sem pa lani imela ekstremno, bom rekla, naporno leto. Prenova stanovanja, ki sem mislila, da bo samo zamenjava strehe, se je končala s kompletno renovacijo, ki je šlo vse narobe. Mislim, da to se bo pa marsikdo lahko poistovetil s tabo, grozen, ki je kdaj prenavljal vključno z mano. Trokratno in časovno in finančno me je čisto izčrpalo. Pol vmes sem knjigo spisala in oddala, pa doma smo imeli eno terminalno bolezen, ki je tudi, seveda, en čist drug, bom rekla, stres in hkrati ena povezanost in ljubezen, ampak vse to izčrpa. Ja. In pol proti koncu leta je mene mama gledala, ko sem res že na škrge dihala, tako, poslušaj, ne bi ti ima svoje knjige prebrala, je fajn, veš. Sem se po noč zbujala, potem se mi začela maščoba drugače nabirati, tako sem videla, da se vrtim v miselnih zankah, da tudi se rajkar umaknem in tako naprej. Pa sem jaz dobro opremljena z vsemi temi, bom rekla, triki. Imam še kar kaj adutov iz rokava za pokazati in meditiram in hodim na pilates in v naravo in jem pravilno in tako naprej. Ampak to je pač enostavno, ni bil en Triglav, ampak 3. Ampak ko sem si tako tudi rekla, prijatelj mi je tako lepo rekel, dobro, Tina, še dobro, da je vse v enem letu se predstavljaš, da bi bili 3. Pa sem rekla, se imaš prav, klin, zdaj bomo stisnali. In tako je, ko je, bomo pol regenerirali. Tako da zdaj je že boljš, ni še vse, bom rekla, na svojem mestu, ampak tako nekako sem pač vzela, tako kot sem prej rekla. To je bila ena gora za prehodati, zdaj pa počivam. Lepo. No, sem vesel, da ti je to šlo na bolje. Ja, pa sem pa prvič začutila ta del, kako ta nespečnost se mi zdi, da me najbolj, kako bi rekla, presenetila. Ker prej sem bila polna teh navodil, vstanite, nekaj naredite, dokončajte, predihite, sproščite, ne vem kaj, poslušajte muziko, šume, nič ni delala. Pa sem pa pač zaobjela. Ta navodila, kaj naredi, če ne spiš. Ne? Tako. Ja, razumem. Pa sem pa zaobjela dejstvo, da pač očitno nekaj časa jaz med 3. pa 5. nam spala. A vidiš, zanimivo, ker točno to je tudi meni najbolj pomagalo.
da sem se enostavno sprijaznil s tem, da včasih ne moreš nič narediti. Ne. In to prvič, ko pomisliš, ti je grozen, kot če si tak mal control freak, kot sem jaz. Ker jaz sem točno to, jaz sem ležal, nisem mogel spati in sem rekel, ok, kaj zdaj? Ne? Kaj lahko naredim? A grem zmeditirati, a grem dihati, a grem... Pa kdaj ležiš in si rečeš, kaj pa zdaj, če ne bom spal, in si odgovoriš, naredil sem, kar sem lahko, tukaj ležim, a ne bom si spodbujal panike, to je vse, kar lahko naredim. In to, da sem si jaz rekel, očitno je tak čas, očitno to bom minil in nimam kaj za narediti, mi je blazno pomaga. Vse so mi pomagali tudi meditacije, pa vse to, ampak nekako včasih pride tudi kaj v življenju, kar je konec koncev večje od tebe, a ne? Tudi rekla si ta bolezen doma ali pa recimo nekomu, ki je na vojnem področju, zdaj govoriti, da ti pa zdaj se umiri, pa spi, pa zmeditiri, a veš, preber knjigo. Ne? Se mi zdi, da so neki stresori, ki tudi, hvala Bogu, potem grejo in takrat moraš biti sočuten do sebe. Ne? To je se mi zdi. Tako, to si lepo rekel, sočuten do sebe, se pravi, privzgojiti en nežen glas, a ne? V smislu, this too shall pass. In počakati. Počakati in si zaupati, da bo boljše, da zdaj pa pač tako. In pogledati, kaj je tle za ena lekcija. In lekcija sočutja je vedno tle. Mene je pri nespečnosti najbolj prestrašilo in šokiralo to, ko sem ugotovil, da si lahko izmučen in utrujen in še vedno ne spiš. Ker jaz sem si kdaj rekel, ne vem, sem imel 2 slabi noči, zdaj pa ne morem več, jaz sem toliko utrujen, da zdaj bom pa zaspal v 5 minutah. In to vidiš, kakšen močen drive ti lahko možgani dajo, ne? Ker seveda ti si v preteklosti, pravi ljudje, če so levi te lovili, si valjda mogel laufati, tudi če si bil utrujen, ne? Nisi mogel zaspati. In ko si ti tega mentalnega leva res prikličeš, je to res hodno. Veš, gledamo z možgani, ne z očmi. Se pravi, je ta del, ki je noter veliko bolj pomemben. In po noč, ko se pravzaprav preigrava, da bi ti posortiral, se to lahko aktivira do te mere, da ne moraš spati in da te kompletno obvladuje. Ampak se veš, tako kot vedno v simptomu je vedno rešitev. In če se preigrava, je pač treba priti stvari do dna. Zdaj, kaj je tle dno? Dno je mogoče pri temu, da bo minil. Pri enemu drugemu je dno, da rabiš pomoč. Pri enemu tretjemu je dno, moraš nekaj prekiniti ali pa nekaj vzpostaviti. Vedno je v tem simptomu rešitev. Včasih pozabljamo na to, da se da tako pogledati. Jaz sem si, točno to, kar si rekla, moraš imeti pol nek backup, ker po noč najti to in izumiti neke ideje, ki bojo pomagale, se mi zdi, da je najtežje. Takrat si ti utrujen, v stiski, v stresu, pa še če boš ful razmišljal, te bo nekako zbudil. In jaz sem si s časom oblikoval 3 mantre, ki sem si jih vedno ponavljal, še zdaj, kdaj, ko ne zaspim, pa recimo imam jutri dežurstvo, pa ne zaspim, pa me začne stresirati to, kako bom pa zdržal. Prva je, na varnem sem, ker v resnici ti fizično si pač v posteli v Ljubljani. In si na varnem. Na toplem ali hladnem, in ti je udobno v resnici. In druga, in zelo pomembna se mi zdi to, nič mi ni treba doseči, ker imam ta pressure, zdaj pa zaspi, zdaj pa v pol ure, koliko je ura zdaj. In tretja, ki se mi pa mogoče celo najbolj pomagala, je pa še vedno je bilo vse v redu. To pa pride, kako te ta stiska na nek način podpre, in oblikuje, kot se reka, v močnejšo osebo. In ko jaz nisem še šel v službo nikoli neprespan, ko nisem na faksu bil neprespan na predavanjih, če sem bil neprespan, sem bil doma, ker niso bila obvezna predavanja. Ko nisem čutil, da to zmorem, sem se ful bal. Da zdaj, če bom pa neprespan, bom pa padel sred predavalnice na tla, ne bom mogel razmisliti, ne bom se mogel s pacientom pogovarjati. In pol, ko pride življenje in pridejo neprespane noči, otrok, bolezni, karkoli stres, pa greš vseeno v službo, pa greš to dežurati, kdaj, pa ti je grozno naporno. Ampak na koncu, ko to mine, kot si rekla, this too shall pass, si pa tako, mislim, očitno imam neko rezervo za ta čas. In te 3, se pravi, sem na varnem, nič mi treba doseči in pač še vedno je bilo v redu, pa mogoče sem bil počasnejši, pa neprijetno, ampak bilo je v redu. In to si vnaprej pripraviš, ker po noč ne boš tega razmislil in si prišel do neke resnice, ampak si samo še to ponavljaš. In to ne bom rekel, da je to instant rešitev, da pol takoj zaspim,
sploh ne, ampak si pa ta cikl stresa si umirim, ni več panike in mi ful pomaga. Veš, to se mi zdi tako, si lepo povedal, se mi zdi, jaz tudi tako, kot ti dobiš veliko zdravnikov na podcastih, jaz dobim veliko v obravnavo, seveda mi smo cehovsko kar dobro nadarjeni, bom rekla, in seveda poiščemo en drugega, kadar rabimo pomoč, še zelo pozno sicer poiščemo pomoč, ampak okej. Se mi zdi, da ta fakulteta tudi vzgaja na ta način, da konstantno si v strahu pred napako, konstantno si v strahu, kaj če nekaj ne boš znal, in konstantno si nekako prisiljen, da boš pripravljen na vse. Koliko je to težko? Namesto, da bi ti fakulteta dala en tak osnoven občutek tega, se pravi, enega zaupanja, jaz bom ločil, prehlad od pljučnice, od pljučnega raka. Jaz imam to dovolj znanja, da ne bom, da vem, kaj narediti. Ne, nasprotno, nas pustijo na koncu faksa, tako da nič več ne vemo, kompletno v dvomu. A veš? In ta del se mi zdi kar problematičen, ker iz tega se izgoreva, iz tega dvoma, a sem pozabil, a sem prav naredil, kaj če sem nekaj zastral, kaj če bo, a razumeš, ker vsem je naša služba taka, da ima lahko usodne posledice. No in jaz to, kaj pa vem, nam reka obtožujem, ampak pogrešam ta del, da bi lahko pri enem medicincu privzgojili tudi eno samozaupanje in samospoštovanje, jaz nisem sam. Vedno bom znal reagirati, kot je tvoja tretja mantra. Še vedno sem znal nekaj izpeljati, vedno bo nekaj sem prebrodil. Ker naše delo je v bistvu skupinsko. Zelo. Zato, da se možnost napak zmanjša na minimum. Nisi ti sam v temu. In to pogrešam. In vidim, da kolegi veliko izgorevajo zaradi tega, ker so v paniki, kaj vse bi še morali, pa niso. Da ti bom dal eno malo provokativno repliko. A pa se ti zdi mogoče vseeno dobro, da nekdo, kot si rekla, ima take odločitve, ki imajo lahko usodne posledice za ljudi in lahko kdo, če se zmotiš, tudi hudo zboli ali pa umre, da čuti nek strah oziroma da čuti kot neko spoštovanje do teh odločitev in ga je strah napisati mnenje v smislu, da mora res preveriti, da je 100% prepričan, ker tukaj jaz vidim ta strah, A lahko dam tega človeka domov, ama zagotovo bo ta antibiotik recimo ustrezen in se mi zdi, da celo lahko je zdravnik, ki je preveč samozavesten, nevaren bolniku. Ja, ampak tega jaz nisem prav veliko videla, moram priznati, je pa res, da se jaz ukvarjam z ljudmi, ki imajo težave, ne s tistimi, ki jih nimajo. Ali pa, ki mislijo, da jih nimajo. Ja, ali pa, ki mislijo. Lepo, ja. A veš kaj, eno je ta zdravi tvoj dvom, da ki te uči, da počaki, a si vse naredil. Ampak jaz to bi recimo primerjala z hojo po robu prepada. A je normalno, da te je strah? Ja, seveda je. A lahko padaš? Ja, lahko padaš. A ima ta strah varovalno vlogo? Ja, jo ima, preklet bo spazil, kam boš stopil. To je funkcionalen strah. Strahov ni nič narobe, to je čisto kompletno funkcionalno. Ampak ta del, če bi pa ti si skozi govoril, to se bo končalo, si mu umrl, zihar bom padel, ta pa ni preveč funkcionalen. In ta del je treba nagovoriti. In tekom tega, ko se trenira enega zdravnika ali pa enega kjerkoli strokovnjaka, pravzaprav je za moje pojme je smisel, da najprej nič ne zna, pa zna. In si do neke mere zaupa. In naloga je, da prepozna, kdaj je na trhlih tleh in kdaj rad pomoč. Bo vprašal koga drugega. Tako, a veš, in ta del se mi zdi pomemben. Tako da tle bi lahko marsikaj pa še ta konflikt, veš, če smo zdaj pri naši službi, konflikt med tem, kaj ti veš, da bi moral narediti, oziroma bi bilo dobro, da narediš, pa kaj lahko. Ti imaš recimo to, pa si tako dober ta bolnik, bi lahko šel domov, ampak bi res rabo še CT abdomna, da vidim, kaj tam ima neki najetek, da ni slučajno rak. In to je tvoja odločitev glede na učbenike, glede na faks, pa kličeš in ena od 3 aparatov v kliničnem centru je pokvarjena, ena je programska, druga zdaj stika urgence, mogoče bo jutri možnost.
ti imaš tle zasedeno posteljo, ta človek lahko gre domov, ker ti pritiskajo drugi iz urgence, po drugi strani te skrbi, kaj če je to, če se bo on naročil, a se bo znal sploh naročiti, kaj je star, a ne se pravi te neke organizacijske zadeve, ne, ni tako, da jaz rečem, jaz sem zdravnik, on rab to in to steče. To nikakor ne deluje pri nas tako, a ne. Deluje kjer je več denarja v medicini, kar pa ni pol vedno dobro, ker ponovadi pol tam vsi tudi ne more tega privoščiti. Ampak pri nas recimo ne deluje na ta način, da jaz kot tam sem nek veliki car, ki dobi vse, kar želi takoj in se moraš daj boriti za te preiskave in delati kompromise in to se mi zdi tudi izčrpava, ne? Ker noben od nas ni šel na faks, da bo pač nek moderator, mediator, administrator in tako naprej. Ja, to je druga tema, sicer morali bi na faksu tudi učiti, kako se vodi, ker vi ste, mislim, jaz nisem več v tej funkciji, ampak vsak zdravnik je team leader in je vodja in je odvisen od njega, kako bo tim deloval. Ampak to, kar si ti zdaj opisal, je blazno pomembno tudi pri izgorelosti in pri stresu in nazadnje tudi mogoče o tem, kar nova knjiga piše, kako zaživeti svoje pristno življenje. Ni vse od tebe odvisno. Polovica tega stresa gre na tvoje okolje. In zdaj ti delaš v bolnici, ker ne deluje vse tako, kot bi morali. In ti se lahko tipi-tapi. Ampak če okolje ni, bo to naredil stres. In primer je tudi, jaz sem ravno prišla iz Švice, ko sem učila to logosintezo znotraj enotedenskega retrita. Pa sem gledala pol te Švicarje. Oni imajo kompletno drugačen odnos do države, kot mi. Oni se ne pritožujejo, če kaj ne delajo. Oni terjajo uredite, ker jaz to rabim, da živim. Ne, niste naredili za to, ker ne vem kaj. Ampak poslušajte, ste videli, da to ne dela, dajte to zrihtati, ker drugače mi ne moramo živeti na ta način, kot smo se zmenili, da bomo. Se pravi, nekako ne napadalno, ampak bom rekla, terjajo. Ne obtožujejo, ampak terjajo. In se mi zdelo tako zanimivo, kako oni razumejo, da država ni neko država v njudu zgori, pa ne, in kaj, da ti delajo probleme. Ne, oni so tam za njih, da jim naredijo dobro okolje, da oni lahko živijo. Ja, veš, da je to nekaj z roko v roki. Pri nas se je to kar malo zgubili in so v njudu zgori, pa mi nezadovoljni s tem, kar počnejo, oni nezadovoljni, kako mi noč ne vidimo, nehvaležni. In se pa to zacikla v eno, bom rekla, toksično okolje. No, jaz nisem velik fan tega izraza, ampak recimo tle dosti lepo opiše, da ne moreš ti vsega prav delati v družbi, ki je čist nezadovoljna. To ne boš srečen, ker ne more tako biti. Nisi ti ta en otok, pa okoli tebe nič. Ti si del celote, ne? In to je pomemben del. Je važno, super, če probaš spremeniti svet, ne? Ampak je tudi važno, da se znaš prilagoditi na svet, ker je to dosti lažje ponovati, kot spremeniti svet. Ja, recimo. Kaj pa to, no, še za izgorelost pobite, pa greva še na, imam še nekaj za vprašati naprej, ampak me zanima, kdaj slišim to neko izjavo, kdor ima rad svojo službo, ne more izgoreti. A to drži? Ne, seveda, to sem že prej malo nagovorila v smislu tega, da stres je samo en. Stresen odziv je en. Imaš 4 variante, sicer, ampak približno enako škodo naredi po telesu, če je predolg časa vklopljen. Ti lahko še toliko in toliko rad delaš to, kar delaš. Ampak mi delamo zato, da živimo. Ne živimo zato, da delamo. Se pravi, v bistvu ta del, da ti ljubiš in si ljubljen, da si povezan, da si del skupnosti, da si priznan, opažen, da si nekaj dosegel, to so stebri zdravja. Poleg seveda spanja, hrane in tako naprej. Ampak če gledam te duševne, mentalne stebre zdravja, so s tem povezani. In zdaj, če mogoče delaš z najboljšim prijateljem, pa da ima ta dolga kosila, pa da vmes še športata pa tako naprej, ajde, mogoče bi popustila pri tem izreku. Ampak drugače pa ne. Jaz sem nasprotnik tega. Super dobro je delati nekaj, kar ti všeč, zaradi tega, ker veš, 30 ali pa 35 let delati eno tisto, lahko je tako dolg čas. Sploh, ker nekje začneš obvladati, je to nek avtomatizem, rutiniran.
In pol tega občutka dosežka ni. Dobro je delati nekaj, kar imaš rad, zaradi tega, ker si radoveden, ker si strasten, ker hočeš prispevati nekaj razvit, a veš, se igrati s tem, a ne? Tam je zdravje. Tako da, a sem odgovorila. Ja, absolutno, ja. Se mi zdi tudi, da mogoče celo, če si res v svojo službo tako invested, je lepa angliška beseda, da si res ni vseeno, mogoče še prej zgoriš, ker boš dal recimo v nekem sistemu, ki ni optimalen, če govorim za spet zdravstvo, toliko sebe not, ker boš toliko probu narediti, da boš se izčrpal iz tega, tako si jaz to predstavljam. A veš, če ti greš v službo, po 8 urah vrneš vse, pa rečeš čau, to je to. A veš, to je meni da se zaletavaš z glavo v zid, pa se obtožuješ, da glava ni dosti trdna. no, Resnici pa ni tvoj zid. To je dobro. Ja, ni tvoj zid. Ja. A ne? Je boljši nekam drugam, kjer boš s tem nekam vložil, pa ta zid pustiti eno drugemu. Tako je. To so pa izbire. Ja, super. V glavnem se mi zdi, da si mi dosti razložila, no. Malo več o tej izgorelosti, ker sem si že od nje bral sem tudi v tvoji knjigi, ampak se mi zdi super, če tako si nekdo v živo in na preprost način pojasni. Je pa zdaj v bistvu ravno ta podcast pri avgusta, ko izide tvoja druga knjiga, ki je pa naslov A to je vse, kar je. Zanimiv naslov. Ma tudi podnaslov. Ta je pa potem zaživite drugače. Če je bila v nas, si upate, ja. tle rečemo, da si upamo. Kako je že v uvodnem delu, nekako postaviš neko izhodišče, da velikrat v življenju skušamo kaj spremeniti, da lahko se pa samo nekako skušamo vrniti v nekaj, kar smo pozabili. To res se lahko malo. Tako, ja. Ta knjiga je nastajala tudi tako, kot ta prva je nastajala iz tega, da so ljudje imeli premalo podatkov o tem, kaj se jim dogaja, kadar so izgoreli. Zdaj so pa te, ki so izgoreli, se pozdravili do ene mere, ne? In pridejo, so prišli kaj nazaj k meni, pa tako Tina, jaz zdaj pravilno jem, spim, meditiram, sem nekako prevetril svojo službo, odnose in tako naprej, ampak jaz nisem srečen, a ne? Nisem zadovoljen, nisem nekako, več sem pričakoval, da bom napolnjen, a ne? No, in ta knjiga je pa namenjena temu, ne? Da je to, kot njihov izrek, to je vse, kar je, ali kaj, pa čeprav vse prav delam. In ja, jaz zagovarjam ta princip, da ni treba konstantno rasti in osebnostno rasti in rasti. Tako kot se mi to spomni na ta profit. Ja, in se prodajati seminarije in knjige različne. Ja, se do ene mere, tudi jaz jih prodajam, do ene mere jaz to razumem, seveda se tudi jaz nekam grem, da se to naučim, da nekaj o sebi zvem. Ampak ta rast, da boš ti konstantno nekaj vlagal in se spreminjal, se mi zdi pa precenjena. Treba se izluščati. Rast je predvsem v tem, da si toliko in toliko enih vzorcev pobral, ki so kompletno nefunkcionalni. Bili so fini v otroštvu, ampak otroštvo je žal konec, in niso več funkcionalni, jih je treba odvršiti. In to sem želela sporočiti s to knjigo, da izluščite se do svoje originalne verzije. Ker v večini primerov, razen pri nekih porodnih travmah, smo se rodili veseli, da imamo roke, noge, pa da se nam mami nasmehne. Ne toliko spet zakompliciran življenje. Se pravi, veseli, da smo tle in da se imamo radi en z drugim. Tako da ta del, ta nekako, to pozicijo bi rada, da bralec privzame in upam, da ga nekako čez knjigo vodim prek tega, kako lahko mal pa pomal začuti unga svobodnega otroka v sebi in ga spet prebudi in neguje, da na koncu ni to vse, kar je, če želi več. Pa se lahko ti ob tem procesu luščanja, recimo, da pa si zdaj v teh različnih coaching knjigah ene 5-6 navad, ki so pa ti zelo pomagali v življenju, v konfliktih pridobil, a se lahko luščiš selektivno, če razumeš, kaj sprašujem, se pravi, da se vračaš k temu prvotnemu sebi, ampak obenem recimo tisto neke metode, ki si jih vzgojil, da si zdaj manj konflikten, pa bolj miren, obdržiš vedno. Gotovo. Ker vsi se razvijamo, učimo, iz izkušenj. Ja.
Jaz nikoli ne gledam na stvari tako črno-belo. Tudi, veš, perfekcionizem, recimo, da je vzeti to za en primer. Perfekcionizem je vrhunska zadeva, ne? Se boš vse naredil tipi-topi. To je nadstandard. Pa tudi vas troubleshooting, se pravi, ti si pripravljal, skoraj ni težav, ti kar nekaj lansiraš, to je to. Ni treba veliko popravljati. A ni to krasno? Ne? Se pravi, če delaš službo, tako je dobro. Za enega kirurga, če je perfekcionist, je to super dobra poteza. Ampak doma bo pa to precej zoprno. Ne? Se pravi, ta kontekst okolja je zelo pomemben. Tako da tudi, če ti pozdraviš perfekcionizem, v smislu tega, da je to ena, bom rekla, bolečina, ki jo konstantno omilaš s tem, da ne bo napak, ker napake preveč bolijo. Ti lahko še zmeraj delaš natančno. Tudi, ko imaš bolečino zaceljeno, tudi, ko je ta rana že zabrazgotinjena. Ti se lahko še zmeraj odločiš, zdaj bom pa delal tako, ker sem se tako odločil, tle pa mi je vseeno, je posoda pomita, so cote po tleh. A veš, nikamor ne gre to, no se izgubiš. Tako da ne, nič nisi oropan. Samo teh, bom rekla, bolj bi mogoče primerjala s tem, da si, ne vem, sam ful rada metafore, če še niste do zdaj opazili. Mogoče, da si ta balon na topu zrak. Če hočeš poleteti, treba te vreče peska odvezati in vršiti. Okay. In to bolj ta knjiga, upam, da to dela. Veš, na kaj me je spomnil? In točno to, ko sem bral, zdaj že preden je prišla ven, in te koncepte in to, kar zdaj govoriš, me je spomnil pa na nekaj, kar sem prebral v eni drugi knjigi, ki je bila zelo je ostala z mano in jo več omenjam. Ta Najdi v sebi, Search Inside Yourself, je po angleško, to je en avtor, Google inženir, Chade Meng Tan. In tam opisuje zgodbo o enemu menihu, mislim, da je Matthew Ricard, in tudi napisal knjigo Happiness, ki je pač tibetanski menih, on je čuječnost meditira in obstajajo neke načini, da meriš srečo čisto nevrofiziološko, to sem tam odbral prvič, z nekim indeksom magnetne resonance v glavnem. Pri njemu so imeli tako nore meritve, da so ga označili pop kulturi kot najsrečnejšega človeka na svetu in ga s tem ful razjezili, stresirali, da meniha stresira še kar tako. Ampak v glavnem, kar hočem reči, on je imel, zelo je bil miren, srečen človek, ampak on, veš kaj je delal, kot nek menih, v bistvu večina njegovega dneva je bila to vračanje k dihu, se pravi meditacija, brez vsega ekstra. In kar je napisal avtor te knjige kot nek povzetek in kar je ostal meni en stavek, in to je bilo happiness is the default state of mind. Se pravi, sreča, je, pa mi dodajamo, to kot si rekla, dodajamo, nimam avta, nimam uno, skrbim za mamo, kaj če otrok, kaj če ne bom, redim se. In ko ti se mal, namesto da iščeš, se mal ustaviš in vrneš, in on je isto napisal, sreča ni nekaj, kar iščemo, ampak nekaj, kar dopustimo. Ko si ti z meditacijo ali pa s tem načinom vrneš v to, kje si zdaj in kaj ti v resnici manjka in kaj ne. Ker jaz vidim pri mojih hčerki, kako se jaz trudim z njo biti, kot si rekla, ona je srečna, ko greva po cesti, pa je list na tleh, pa je gosenca gor, pa ne vem, piha, pa ne piha, pa dežuje, pa ne dežuje. Vse je na nek način njej zanimivo, ker je toliko prisotna. In ne razmišlja se o davkih po teh stvarih. Ampak to, da se ti, namesto da iščeš, da malo pustiš. In ta zgodba o Ricardu, pa to sem doma prav iskal sem to knjigo, da bi točno prebral to s to magnetno resonanco, pa seveda sem jo nekomu posodil, ker to skozi krožijo te moje knjige. Ampak to se mi je tako prelomno sporočilo. In to takrat, ko sem imel nespečnost, mi je to blazno pomagalo. Da nisem samo iskal novih principov, kako bom vadil spat, ampak sem si rekel, malo spust vseh teh stvari, ko sem me takrat faks prepričal, kaj vse moram, da bo v redu. Moram širno nalogo volontirati, ocene, vse ne. Moram spati, da bom spočit. Da sem to malo začel spuščati. Ja. Ne, super, hvala, da si mi to povedal, to bom tudi jaz pogledala. Nisem vedela, da obstaja, da se da zmeriti srečo, sploh pa ne za MRA. Ja, merili so neki, ti bom poslikal, če najdem knjigo, če ne pa jo počekiri, pa bom dal tudi link do nje, seveda, spodaj pa do tvojih. Mimo grede, obe Tinini knjigi, pa tudi obe moji,
lahko tudi v e-obliki, pa v zvočnici, če vam je to bolj prijetno, če ne radi poslušate. Oziroma, ne vem, če si ti brala svoje. Ne, moja je prebral Primož Pernat. No, tudi moja je nekdo, ki zna še malo bolj govoriti, ima lepši glas. Na aplikaciji MK+, tudi to bom dal link spodaj, to je od Mladinske knjige, v bistvu kot neka aplikacija s podcasti, s knjigami, več kot 1000 je slovenske, tuje, so zvočnice, so e-knjige, tako da definitivno počekirite. Zdaj pa bi te v tej tvoji knjigi vprašal še eno stvar. No. Se mi zdi, ali te o tem težko pisati, ali tako recimo ti delaš z ljudmi, veliko se pogovarjaš, a ne? A ti je to napor pol spraviti na papir, ali se ti zdi, da ti tako nekako samo preliješ izkušnje in steče? Mislim, ta knjiga je nastajala dlje, kot ta prva. Ta prva sem kar nekako plunila ven, pravzaprav sem imela to v glavi. Tle se pa sprašvala, kaj je preveč, tle sem imela več teh dvomov. Kaj je preveč, kaj sploh nekdo potrebuje. Nisem želela biti še en od teh priročnikov, ki bo govoril, kaj vse treba narediti in tako. Čeprav je to zelo zahtevno, ne da se napisati priročnika, brez da ne poveš, kaj je smiselno delati. Se to zato ga človek vzame, da dobi kakšno idejo v resnici. Ja, ampak pa sem nekako najdla ta ton in ton je bil gotovo, da jaz trdno zaupam, da so ljudje sposobni to narediti. In da oni so že bili okej. In da vsakmu noter je ta srčika je dobra. In jaz sem toliko lepih zgodb videla, imela čast, da sem bila zraven, ko so ljudje odvrgali te svoje plašče, oklepe, fasade, da se mi je zdelo, dobro, dajmo, jaz upam, da bo komu spodbuda, da to lahko naredi. Če mi je pa težko pisati prav fakt tako, da se usedem pa pišem, ne, pravzaprav mi ni. Sploh s temi novimi orodji, zaradi tega, ker se da zdaj kaj podiktirati tudi v Wordu, pa kaj si zvečer podiktiram v diktofonček, pa pol prepišem in tako naprej. Skratka, jaz cel dan delam z ljudmi, ali pa dobro se ne delam cel dan, cel popoldne delam z ljudmi, sem pol polna idej, polna vtisov, polna enih hvaležnosti in pol to samo zlijem na papir, v bistvu se mi pol samo napiše. Nisem pa več, bom rekla, stroga do sebe na način, da bi mogla vsak dan pisati ali pa stalno neki. Ampak tako, ko se nabere, spišem. To ni primarno tvoja služba. Ne, ampak včasih bi me označil za kampanca. Zdaj sem pa videla, da je to normalno, da tako pač poteka moj ustvarjalni proces. Napisala si, slovenski šport je nedvojno obsojanje. Nekaj podobnega je Ivo Boscarol izjavil, mislim, da je on rekel, da Slovenci vse oprostimo, samo uspeha ne, ampak zato, kar hočem reči, v bistvu ta tvoj citat še malo bolj relevanten, namreč tudi to, kot si rekla, veliko je teh priročnikov, niso vsi enaki, tudi niso vsi spisani iz enake perspektive, nekatere pišejo ljudje, ki imajo neko izobrazbo na tem področju, nekatere pišejo ljudje, ki so doživeli nekaj, pa izhajajo iz sebe, vsi so lahko dobri ali pa slabi. In se mi zdi, da tukaj je neka taka zelo prisotna tudi gonja proti tem vrstam knjig. Mogoče tudi zato, ker so v resnici kar popularne, če primerjaš z romani, kar se tiče prodaje. To je zdaj malo bolj spremljam, kar sem začel pisati, ampak če gledaš te lestvice, ljudje zelo posegajo po teh knjigah tujih in naših, ne samo naših avtorjih. Mislim, živimo v dobi, kjer je ta osebna izkušnja blazno pomembna. Jaz recimo sem bila blazno vesela, kako si ti dosegel, ne vem, precedenčen uspeh s knjigo. In ko sem razmišljala, pa kako ti je prav tebi to ratalo, jaz mislim, da si ti med samo epidemijo tako dobro komuniciral, tako transparentno, pristno, prisotno, tako kot noben od naših vodilnih ni zmogel. In je to ljudi doseglo na enem kompletno drugem nivoju. In ko si to še zlil na papir, so kupili knjigo. Pa če to ni ena najlepša zgodba, da so brali. In potem nova tvoja knjiga, pa pol še vem, ko ste fantje bili močni, lani jesen so se te knjige kar vrstile in so vas pol imeli kar po zobeh in tako naprej. To je to kritiziranje slovensko, o katerem jaz tudi pišem,
da se ne da obrniti v dobro zgodbo. Dobra zgodba je pač ta tvoja transparentna komunikacija in obseg ljudi, ki jih ti dosežeš. To je za pozdrav, to ni za obsojati. Potem sta tle še tudi Aljoša, pa Miha, pa Klemen in tako naprej. Ja, ok, to so njihove osebne zgodbe in njihovi osebni pogledi. Jaz ne pišem tako, junak moje knjige upam, da je bralec, ne jaz, tam je obratno, tam so pač oni eno svojo zgodbo želeli podeliti, ampak zakaj pa ne? Jaz mislim, da je treba tako izkoristiti, da ljudje so prišli v knjigarno in naročili knjigo. Ponudimo še to drugo, ponudimo ta roman, ali pa kaj kliknejo. Ja, klikno je to knjigo, ponudimo še ta drugo, ker če so začeli brati, a zdaj pa obsojali, jole, kaj berejo. Ne, lejte, berejo, gremo naprej. Ta del jaz pogrešam. In zato se mi zdi ta obsojanje zelo zoprna zadeva. In tudi medije jaz vedno malo prbijam na kol tukaj, zaradi tega, ker oni poročajo samo o neuspehih. Ne vem, 80% stvari je en zakon uredil, ali pa 90%, oni poročajo od 10, ki jih ni. Ja, tako je. Ampak to bomo uredili, dajte še to povedati. Ta del se mi zdi kar zakompliciran in se mi zdi, da smo ga tudi privzeli, da sebe tako gledamo. Tako imamo ocenjene teste, imamo ta avstro-ogrski način, napaka. Si pisal 90%, ampak tam imaš 10 rdečih. Spostavljaš, da bi imel 90 zelenih kljukic. Koliko je to drugače? In enako se mi zdi tudi pri teh priročnikih. Priročniki so in bojo, odvisno je, kaj iz njih pobereš. Točno to se mi zdi. Ker recimo jaz, meni je v bistvu, ne bom rekel muka, ampak ne uživam toliko v branju teh knjig, sploh ne. Jaz najraje berem zgodbe, od kriminalk do thrillerjev, imam svoj okus, fantazijske, znanstvena fantastika. Jaz sem pač nor na zgodbe in tudi najraje pišem zgodbe. Razlog, da prva knjiga je prišla tako spontano, ampak da še nisem nič strogo leposlovnega izdal, je, ker imam dejansko tak nor respekt na to, da se nekako pilim in obračam in počasi prihajam na to področje. Pa še imaš čas. Ja, upam. Ampak, kar sem hotel reči, jaz nikoli nisem rekel, ko mi čakam, da preberem to knjigo o meditaciji ali pa o izgorelosti, ampak sem jo vzel iz tega, ker sem dojel, da nekaj rabim narediti in spremeniti in da me nekaj stiska ali bilo kaj. In sem prebral veliko tudi v angleščini teh knjig in tudi ene par takih, ki sem bil na koncu tako, nisem neki ful, dobil, ampak če pa pogledam celokupen izkupiček, je pa noro pozitiven. Jaz zdaj, kakor sebe gledam, kakšen sem recimo bil nazaj, kakšen sem zdaj, kakšen želim nekoč biti, kar se tiče spanja, konfliktov, miru, sreče, zadovoljstva, perspektive, vzgoje. To mi dajo take knjige dobre. Si prišel nazaj do sebe. Ja, in to preko teh nasvetov, ki so eni osebni, eni so strokovni in konceptov, ki ti jih te knjige odprejo. In meni se zdi neumno lajati na avtorja, zakaj pa šel na te področja, medtem ko tam pa dva čakata, da se mu zahvalita, ker zdaj recimo lažje zaspita. Vse noben se ne spreneveda, da je neka knjiga za samo pomoč za kresnika, recimo, slog. Ampak se tudi ni to bil namen. Ne, ni namen tega in tudi knjige so težke zabrati, zato ker se včasih soočaš s tem, da boka, to sem jaz, se to piše o meni. Ja, valjda to ni luštan prebrati. Zato tudi priročnike se ne bere kot roman od prve do zadnje, ampak se bere tako, kot jih potrebuješ. In s tem ni nič narobe. Si čečkam noter, pa si nikoli ne bi v romanu, pa si podčrtujem, pa si dajem znamke. Drzno. Ja, res, ja. Imam tudi recimo, kar zelo uživam, zelo rad berem knjige o pisanju. Stephen Kingovo sem zdaj ravno, pa seveda prej od Blatnika. Se pravi, kot nekaj isto, kot ni za samo pomoč, kot nek priročnik za pisanje, če ti to dober avtor napiše. Vidiš stvari, naučiš se stvari, ki ti pol pomagajo. Se mi zdi, da in to imam pa vse označen in podčrtam to, kot si rekla, in grem nazaj kaj prebrati. Roman preberem, tudi če mi je ful všeč, ga pol nekako pustim na polici. Tukaj se pa vračaš in gledaš in to je neka drugi način literature. Sam se mi zdi to, da dobiš ti neko oznako ali pa če probaš kaj drugačnega, ne vem, se mi zdi, se označi ljudi malo prehitro mogoče v tem svetu. Mislim, trend je tak, trend je tak, da se spreminjajo stvari, zdaj ni vsem všeč,
pa tudi iščejo, kaj bi bilo plehko, pa tako naprej. Jaz vsem, če potegnem črto čist na koncu, zakaj se toliko priročnikov osebni rasti pravzaprav proda, pomeni, da je potreba, zato, če je povpraševanje, se ga tudi zadosti. To je pa dost, bom rekla, preprosta formula, ki jo pa tle v tem nekem neoliberalizmu res obvladamo. Ampak tle je tudi, jaz prej, kada bi obsojala, bi mogoče kot inštanca se vprašala, a rabimo kaj sistemsko spremeniti, kako lahko mi k sistemom pripomoremo, da bodo ljudje bolj zadovoljni. Pa zakaj bolj zaupajo enemu influencerju, kot pa državni ustanovi. Pa brez zamere, ampak a veš. Absolutno, to je, ampak to tako je zdaj. Zdaj bomo to obsojali, ali bomo to zaobjeli pa naredili dobro zgodbo. Se nismo nemočni. Se tudi zato, to, kot si rekla, zakaj, ker je bilo med COVID-om veliko tega, neko stališče na IAZ proti nekomu, ki je bil glasen na spletu. In pol vem, da je v tujini je bil nek ta podcaster ali kaj, ki je rekel, zakaj noče zdaj ta znanstvenik z mano na okroglo mizo, mislim na pro et kontra, se bo mi tako usedla, pa bo prišel medij, pa da bo posnel. Ampak tukaj je problem, da v znanosti in v strokovnih mnenjih ne gre za stvar karizme, pa tega, kako boš ti nastopil, ampak za stvar znanja. Tudi jaz lahko nek antibiotik predpišem, zato, ker znam, ne zato, ker bom ful dobro se posnel med tem, ko ga predpisujem. In to, ko si rekla, ljudje pa na Instagramu ali pa na internetu lahko zaupajo nekemu influencerju bolj, ker on nastopi glasneje, hitreje, malo neko šalo odvrže in zato tudi te pro et kontra debate so absurdna ideja, ker ti boš imel tam tega znanstvenika, ki bo probal narediti neko idejo, on bo mogoče pa nasproti mutil, ampak boljš nastopal. In pol bo prikaz, kot da je zmagal debato. Ja. In zato se to zavrne. Razumem, ampak časi so taki in treba se bo temu prilagoditi. Tako je, to zdaj ljudi doseže. Mislim, brošura ne bo šla več. Veš, tudi video, če ni zabaven, daš naprej. Se pravi. Tako je, ampak vse je pomemben, da se sledi času in da se to obrne sebi v prid. Ne moramo zdaj pustiti, da bojo nekateri samo za voljo zabave diktirali javno mnenje. To pa je pa vseeno, so neke inštance, vodilne, ki so odgovorne za to, temu namenjene. Tako da, da nova začela še mi, da obsojati vse. Pa v politiki zdaj, po eni uri, ne vem, koliko časa se že pogovarjam. Sej, zdaj, jaz bi te vprašal, zdaj, ko smo pri knjigah, če imaš kakšno priporočilo, da si kaj takega prebrala v zadnjem času, ki te je zelo navdihnilo, navdušilo, lahko je čisto leposlovje, lahko je kaj iz stroke. Po prvič povedam, sem v zadnjem času zaradi tega stresnega obdobja, ko sem ga preživela, brala bolj kaneje kriminalke pa ljubezenske romane. Super. To, kar nisem mogla čitati. Blazno. Najprej nisem čitala, ker nisem hotela biti okužena z tujimi besedami zaradi svoje knjige. Pa sem pa toliko pod stresom, da nisem imela nobene koncentracije. Sem imela koncentracijo za eno stran. In sem pa se odločila, da pač bom raje drugače, da bom šla v naravo, pa tako, da ne bom se matrala tam, kjer ne gre. Tako da zdaj sem si dala bolj prostor, da uživam v teh čisto lahkotnih, pa sam da nazaj dobim eno kondicijo branja. Tako da vam nimam kaj pametnega za priporočiti, se upravičujem. Še ljubezenski krimič. Kaj sem brala? Doktor roman. Brala sem ljubezensko zgodbo med teoretičnim fizikom pa analitično fizičarko. To je bilo ljubezen teoretično. Malo sem ga skoraj zafarbala, kot sem to povedala. Teoretično si samo zafarbala. Zdi se mi dosežek, kot sem rekla, treba se primerjati samo s prejšnjo verzijo sebe. Lani nisem čitala, letos sem jih pa požirala po eno na dan. Tako da to je uspeh. Za kaj bolj zahtevanega, da bom kakšne seznam bukarjev ali pa kresnikov prebrala, pa drug leto prav. Jaz zelo rad berem, pa se mi zdi, da skozi nekaj berem, ampak jaz pa obenem se mi zdi, da dosti počas berem, ker slišim kaj tazga, tako eno na dan ali pa eno na teden, pa to. Mislim, tako 4 knjige naložene, ki jih berem hkrati in pol se mi to počasi obrača.
ampak tudi to je spet ena stvar, ker se mi zdi, da ima vsak nek svoj ritem. Čak, jaz sem na počitnicah. No, tam pa tudi jaz malo. Ja. Vsaj dokler nisem imel. Preverjam pa veliko krasnih slikanic. To pa vsak večer pred spanjem. In veš, kaj je dobro pri teh otroških knjigah? Mislim, da tiste dobre so napisane malo tudi za starše. Da vidiš, ti najdeš neke zanimive subtekste, rime in uživata oba v resnici. Ne, v resnici je blazno veliko teh subliminalnih sporočil in to zelo krasnih. Jaz tudi, jaz sem zdaj sicer najstnike, ampak ko so bili še mlajši, en je bil sploh knjižni mol, sem z veseljem šla in svoje stare slikanice in zgodbe čez in te nove, vrhunske nove zgodbe so, ne moreš sploh verjeti, kaj je vse napisan, odlično, ampak jaz sem blazen pristaš pravljic, in to teh ljudskih pravljic iz različnih dežel, niti ne te, da nam kdo misli, te Disney, to je vse malo popačen, dela veliko škode, ampak pravljice, to se mi zdi, da jih lahko bereš cel življenje. Už vsakeč nov prebral. To se mi zdi tak dar. Se strinjam. Ja. Pravljice in zgodbe, nekaj, kar imam najrajš in najbolj spoštujem in kar upam, da kmalu začnem tudi deliti svetom, ne bom rekel pisati, ker to že delam. Tina, najlepša hvala. Jaz mislim, da sva se pogovorila. Temeljito. Lahko bi se še, ampak se veš kaj. Meni se je vedno dober tudi kakšen dopust končati takrat, ko še paše. A te lahko popravim. Daj reč počitnice. Počitnice. Zato, ker dopusti dopusti, da nekam greš. Vidiš to. Spet počivati, Jaz grem na počitnice, zdaj, ko to snemava čez 2 dni in se mi zdi, da je dober, kdaj rečeš, da bi še ena počitnica, če bi imel še en teden, ker si enkrat že malo naveličen, pa greš nazaj, se mi zdi, da je dober končati, dokler bi še rad, dokler je še lepo in tudi pogovor prejem postane dolgočasen. Upam, da sva ujela ta vlak in verjamem, da sva ga. Tako da hvala ti za to, pa hvala vsem, ki ste poslušali. Z veseljem sva bila tudi v vaši družbi, pa se vidimo spet naslednji mesec. Hvala, David.